spoštovani dobri ljudje, od blizu in daleč, lepo pozdravljeni. Smo ob koncu novembra in počasi se letošnje leto zaključuje. Zopet, tako kot vsako leto, bomo strani oblasti, najvišjih nosilcev, poslušali novoletne poslanice in zopet bo samo govor o tem, kako uspešno leto je bilo. Vsem nam, ki smo danes navzoči, postavljam vprašanje, kje je Slovenija ob koncu leta 2015? Kje smo Slovenke in Slovenci? Kje smo državljani v tem letu? Ali je kaj drugače v primerjavi s preteklim letom? Vesel sem, da je kongres v Dravogradu. Zopet smo vsi skupaj odkrili nov košček Slovenije. In ko takole hodimo vsako leto okrog, ugotovimo, kako lepa je Slovenija. Kako pravzaprav vse imamo, da pravzaprav smo lahko uspešni. Zato je čas, da jasno in glasno povemo, da si vsi skupaj zaslužimo nekaj več. Ne bodimo skromni, ne zadovoljimo se s tem, kar imamo. Stanje duha je ta trenutek na zelo nizki stanju. Razvrednoteno je poštenje, razvrednoteno je delo, častno delo. Preveč imamo pragmatizma, preveč individualizma. Ljudje se izkoriščajo. Imamo preveliko brezposelnost. Povečujejo se socialni transferi, namesto da bi se odpirala delovna mesta, kjer bi ljudje, ker želimo delati, ker smo pošteni, ker smo delovni, ker imamo odlične zdravnike, zidarje, učitelje, profesorje, vzgojitelje in ostale. Imamo veliko dobrih zgodb, ki jih ni v javnosti. Po drugi strani vsak dan opažamo, ugotavljamo, da se zmanjšujejo pokojnine. Toliko in toliko tisoč ljudi živi na robu revščine. Poglejmo zdravstvo, povečuje se čakalne vrste. Namesto, da se denar da v to, da se odpravijo čakalne vrste in da ljudje, ki potrebujejo zdravstveno storitev, pridejo do nje, povečujemo cene zdravstvenih storitev. Postavljamo si ograje, a največ ograj imamo v glavi. Tukaj si bom v nadaljevanju pomagal z ameriškim novinarjem, ki je v New York Timesu o Sloveniji zapisal. Verjamem, da ste mnogi že to prebrali ali pa vsaj slišali, ampak mislim, da je povedal tisto pravo resnico. In sicer citiram: obstaja država v Evropi in pod Alpami, ki meji na Balkan, a je omejena sama seboj. Tam živijo najlepše ženske, vendar nataliteta upada. Tam nezaposleni največ delajo. Tam živijo ljudje na najbolj plodni zemlji, ki pa je neobdelana. Obdelovanje plodne zemlje se kmetom ne izplača. Vozijo večinoma prazni vlaki, najpočasneje v Evropi, brez upoštevanja voznega reda, po avtocestah pa se vozijo noro hitro s plačevanjem cestnine, ki je najdražja v Evropi. Vsi igrajo košarko, smučarji dosegajo svetovne športne dosežke, rekreacija jim je prioriteta, delo pa rekreacija. Vsi hitijo v službo, a vsi zamujamo. 8-urni delovnik traja 10 ali več ur in nihče se ne upira fendalnemu izkoriščanju. Pomembno, zdravstvo je brezplačno, zdravljenje morajo vsi plačevati. Tam so javna naročila skrivnost, državne skrivnosti pa javne. Tam še niso znani končni zmagovalci druge svetovne vojne. Tam pišejo zgodovino nepismeni, najbogatejši pa so tisti, ki nikoli niso delali. Konec citata. Prepričan sem, da se mnogi od nas z določenimi temi stavki zagotovo strinjamo. In če gremo naprej, vlada, oblast, ki jo imamo. Pred 1 letom in pol je bilo veliko govora, postavili bomo nove vrednote v družbi. Sedaj je 1 leto mimo. Gospe in gospodje, ali niso vrednote privzgojene? Ali zato potrebujemo 1 leto, da dobimo nove vrednote? Gospe in gospodje, ta oblast teh vrednot nima. Novi politični standardi bodo uveljavljeni, so bile obljube. Ali jih kdo vidi? Ali jih kdo občuti? Verjetno je ravno nasprotno. Nova delovna mesta? Zelo malo, ni jih. Ali živijo družine boljše? Ali imajo mladi zaposlitve? Ali imajo mladi perspektive? Veliko je bilo govora, kako se bo vpeljalo v Sloveniji novi kadrovski prijemi.
res so novi kadrovski prijemi. Če pogledamo SDH, očitno zelo novi prijemi. Koliko ljudi dnevno se priseli v tujino zaradi perspektive? To so najboljši intelektualni ljudje, ki bodo sedaj svoje znanje, ki so ga pridobili v Sloveniji, vlagali v tujino. Torej tudi o zdravstvu je bilo veliko govora in že prej sem povedal, kako se dela. Torej, če bi bilo resnično za ljudi zdravstvo, potem bi vlagali v to, da predvsem ljudje pridejo na storitve. O korupciji. Ni korupcije, je korupcija. Poglejte, vsa imenovanja in še ostale stvari jasno nakazujejo, da so lahko tukaj tudi kakšni elementi korupcije. Ali je po enem letu stabilnost javnih financ kaj boljša? Nikakor ne. Mnogo je bilo govora, kako bo v tem obdobju vlade poudarek na sodelovanju, na iskanju skupnih rešitev. Gospe in gospodje, ali je to res? In na koncu pravzaprav, kje je tista obljubljena varnost za vse nas državljane? Kolikokrat je bilo to poudarjeno, da ljudem bomo zagotovili, da bodo se počutili varno. Tukaj ne govorim samo o fizični varnosti, to večkrat poudarjam. Varnosti je več velik, govorimo o ekonomski, socialni in podobno. In kot sem prej rekel, dovolj je te skromnosti, zato je danes priložnost. In mislim, da ravno preko medijev, preko vseh nas je potrebno poudariti, tako bomo in ko so krščanski demokrati na oblasti, potem ljudje in Slovenija dobimo nekaj več. In to je jasno sporočilo. Odpravimo skromnost, bodimo drzni in povejmo, če bodo krščanski demokrati na oblasti, če bomo imeli moč in soodločanje, potem zagotovo bo šlo vsem nam boljše. Krščanski demokrati smo varnost prebivalcev, smo upanje za to varnost, smo blizu ljudem, smo pozitivni ljudje. Pedro Opeka je omenil, kaj manjka vsem nam, veselja. Jaz pa pravim, da smo krščanski demokrati zelo veseli in pozitivni ljudje. Krščanski demokrati smo na terenu, smo blizu ljudem. In ne nazadnje, krščanski demokrati smo blizu ljudem, ker ljudi razumemo, ker z njimi živimo in spoštujemo drug drugega. Zato, gospe in gospodje, za konec, krščanski demokrati smo odgovor in rešitev za Slovenijo. Naj nam pri tem tudi Bog pomaga.